Živjo in dobrodošli v novi epizodi serije Dileme iz spalnice, kjer odgovarjamo na vaša anonimna vprašanja. Tako da, Monika, boš kar prebrala prvo vprašanje. Ja, dejansko velikrat preden stisnem kupi, razmišljam, ojoj, kaj si bodo mislili v meni. Tle predvidevam, da se gre za nakup na naši spletni strani. Ja, jaz tudi mislim, da se gre za to. Drugač pa mi itak vidimo vse. Pač nič nam ni čuden, tudi nič od tega nam ni tabu in vemo, da to ne definira zdaj, kakšna oseba je ta oseba, ki naroči, ampak pač samo, da so različni načini, kako ljudje dojemajo, pač raziskujejo užitek. Ja, tudi nimamo tega, da bi pač šli gledati, ta oseba je to kupila, za nas je pač to čist navaden deloven dan, deloven proces, pač prišlo je naročilo, ga obdelamo tako kot vsako drugo, noben se ne opikuje, noben ne raziskuje ali pa gleda, kaj kdo kupil. Tudi če bi mogoče si mislila, da je vaše naročilo čudno ali pa karkoli, pač res nam je to, najverjetneje lih nam to najbolj normalno, tako da se res ni treba bati naročati pri nas in to je to za to vprašanje. Bom jaz kar tebe naslednjega vprašala. A je kateri moški skvrtal preko analne stimulacije ali pa mu je zares dobro prišlo, če ja, s katero igračko? Ok, tle prvo bi mogoče vprašali tudi to gledalce, tako da lahko komentirajo od spodaj svoje izkušnje, ampak kar smo pa do zdaj tekom pač pogovorov dobili, je bilo pa, da so že skvrtali prek analne stimulacije, so imeli dobre orgazme, s katero igračko, v bistvu so ponavadi omenjali različne tele strepone, zelo pa pohvalijo tudi, mislim, da znamko No Parts, pa za stimulacijo prostate zelo pohvalijo znamko Nexus. Tako da, svoje izkušnje nam pa vedno lahko napišete. Ok, tako da imamo super odgovor. Ok, greva naprej in tole mislim, da se kar majčkeno navezuje na prejšnje vprašanje. Sem moški, imel sem pegging in orgazem z izlivom. Imel sem sproščene mišice, na koncu povsem je pretekla belkasta redka tekočina. Ali je bil to moški skvrt oziroma tekočina prostate? Dobival sem penetracijo točno v prostato in užitki nepopisljivi. Ok, najprej hvala za delitev izkušnje tudi, da nam tudi kakšni od vas podelite malo svoje izkušnje. Drugač pa ja, najverjetneje je šlo za moški skvrting oziroma tekočino iz prostate. Pri moških ni čisto isto kot pri ženskah, pač ta skvrting, a ne pri moških dejansko to pride iz prostate in glede na to, da je pač on opisoval, da je imel pač res dobro stimulacijo, jaz predvidevam, da je šlo za to. Ja, tle ne bi nič tazga dodala, ampak ja, glede na opisano je zelo verjeten, bilo to. Pa kul, da sem imel nepopisljive užitke. To se ful dobro sliši. Ja, res. Ok, kar naslednje vprašanje mi boš odgovorila, kako začeti z dirty talkom, če ti je ful awkward. Ok, ja, dirty talk zna biti res ful awkward. Sam sem gledala eno epizodo, sicer sta imela kao dirty talk prek spletne kamere in je šlo ful narobe, ampak ena velika napaka, ki jih ful ljudi dela, je to, da hočejo pač tako iti v neke te umazane besede. Pač ti lahko dirty talk začneš v bistvu ful easy, sploh če si nesproščen s tem, že sam da sprašuješ, kaj ti paše, ali pa da govoriš, kaj ti paše. Tako da jaz bi pač v bistvu tle svetovala to, da začnete res ful easy, samo s svojimi občutki, ali pa samo komentiraš, ne vem, ne samo to mi ful paše, ampak ne vem, še naprej deli to, ful mi je cool, whatever, no ne cool, pač paše, kakorkoli malo vse malo bolj take lepe besede, ampak ne rabiš iti takoj, ne vem, porednica, umazanka, whatever, pač tako take awkward stvari, ki znajo biti hiter awkward, ampak tako, da pač sam kaj ti paše, a ti paše, kaj ti to delam, tako zelo na tak način, da greš tako res v easy v to stvar, no. Tako. Ja, jaz se v bistvu čisto strinjam s tem, tudi jaz bi tako rekla, pač začeti res z nekimi takimi stvarmi, recimo, to mi paše, ali pa dej še to deli, ali pa kaj tasga. In potem itak postopoma se najverjetneje navadiš na to, da ti je pol vedno lažji, ni pa treba se začeti z nekim, ne vem kakim dirty talkom, že takoj na začetku, tako da ja, to je to. Sva pri vprašanju številka 5. Vprašanju, ja. Sem že fejkala orgazme, zdaj pa ne vem, kako iz tega ven. Ok, to je drugač ful pogosto in se ful veliko ženskam dogaja, tako da ne boš slučajno mislila, da je s tabo karkoli narobe glede tega. Je pa res, da je to včasih ful težko partnerju priznati, sploh zato, ker ga ne želiš užaliti, ne?
Definitivno pa bi jaz najdla nek trenutek, da sta oba dva res sproščena in da se lahko o tem pogovorita in bi partnerju povedala, da pač si želiš nek res iskren pogovor z njim in mu poveš, niti ni nujno, da mu zdaj poveš, da recimo si vedno fejkala orgazme ali pa karkoli. To je kar hard, ja. Ja, ker pač to zna biti kar mal preveč za začetek. Lahko pa mu recimo poveš, da bi rada mu iskreno povedala, da ti mogoče včasih kakšna stvar ne odgovarja, kaj on počne, ali pa mogoče predlagala, kako bi na drugačen način recimo tebe bolj ustrezali. Niti ni nujno zdaj, da takoj rečeš fejkam orgazme. Ja. A veš, kaj mislim? Ja, itak pol, ko se pogovor malo bolj razvije, mu pač lahko priznaš seveda, ne, da si pač tej, ki je to napisala, to pravim, da lahko pač recimo priznaš, ok, pač včasih sem recimo ga tudi fejkala, zato ker te nisem želela prizadeti, zato ker mi recimo to pa to ni ustrezalo, kar si počel. Ali pa ker bi to pa to spremenila. Recimo pač poveš, kaj bi ti bilo boljš, kaj ti ni všeč, recimo bolj tako, zakaj mogoče se ti zdi, da ne pride do orgazma, kaj bi lahko spremenila. Ja, da v bistvu pač nekako najdeš način, kako doživiš orgazem. Ja. Da ne greš, da se posedeš in si tako, dragi, jaz nikdar s tabo nisem doživela orgazma, vse je bilo fake. Pač tega ne delati. Ja, tega ne delati. Tega ne delati, jaz tega iskreno ne bi priporočila. Ne. Ampak tako, da v bistvu ja, probaš najti način, kako dejansko bi doživela orgazem, oziroma pač, da se pogovorite o tem, ali pa ne vem, lahko tudi rečeš, da včasih teži doživiš orgazem, ne pa da bi rada mogoče dodala kakšno igračko ali pa pozicijo ali pa karkoli sama veš najbolj, da ti ustreza, da v bistvu začneš doživljati orgazme. Pa tudi jaz bi priporočala, da pač naj neha fejkati orgazme. Pač, če ne doživi orgazma, pač ne doživi orgazma. Ne vem, enim je pomemben, da to doživijo, enim ne. Ampak če pač med seksom ne doživiš orgazma, pač ga ni, ne? Mogoče bo tudi te bo ali pa kakorkoli že vprašal, ti ni prišlo, pa če rečeš, ne, mi ni, boljš bi mi bilo to, dobiš dobro izhodiščno točko za pogovor. Pač prva stvar, ki bi jaz nehala delati, je to pač, da nehaš fejkati orgazme, pa da pač najdeš način, ki bi ti bil kul, da jih dejansko doživiš. To je super odgovor, jaz bi tudi to priporočala, ja, definitivno pač nehaj jih fejkati. Zdaj, mogoče, če jih je skozi fejkala, bo to zdaj malo čuden, ampak... Sazga, ja, ta trenutka s fejki, da ne bo tako čuden. Ampak ja, bi bilo pa kar v redu, recimo pač to, kar si ti rekla, da jih kar neha fejkati, pa pač mu itak jo bo verjetno vprašal, zakaj pač zdaj ne, kaj je bilo, in se pač itak iz tega razvije lahko pogovor in pač mu lahko pove, kako bi pa lažje ga doživela. Tako je. Ok, naslednje vprašanje. Kakšen okus ima skvrt in kakšen okus ima sperma? Ok. Zdaj, prva stvar, kar je, sperma ima lahko res ful različen okus, ker je to zelo odvisen od tega, koliko ti skrbiš kot moški, skrbiš za svoje telo in za svojo prehrano. Tudi, če uporabljaš kakšna zdravila, tudi to vpliva, tako da je pač tle res veliko variacij od, ne vem, bolj slanih, grenkih, pa tudi sladke so lahko, ne, tako da ja, pač ni to izmišljeno, ker so pač razni heci na foro, pripravil sem se za dejt, pa sem jedel prej ananasa. Ne. Ampak ne samo, da enkrat ješ ananas, ampak dejansko skrbiš za svojo zdravo in uravnoteženo prehrano in športanje in vse to ful pripomore k okusu sperme. Ampak definitivno je pa ta značilnost, da sperma ima nek okus. Ima nek okus, medtem ko squirt je bolj tako blend. Pač, itak je že tako bolj tekoč, bolj prozoren kast in pač je bolj brez okusa. Tako da to je ta glavna razlika. In ja, to je to. Pač sperma ima okus, lahko ima bolj, ne vem, slan, grenak, sladek, kakorkoli. Squirt je pa pač bolj brez okusa. Bolj brez okusa, ja. Naslednje. Koliko komunikacije med seksom je normalno? Ker eni govorijo ful, eni pa nič. Jaz bi rekla, da je to odvisno od para, pač kaj njima bolj kul. Pač enim je recimo ful fajn, da se veliko pogovarjajo, enim pač ni. Jaz mislim, da je oboje normalno, tako da, ja. Včasih je to ful dobro, recimo, če komuniciraš, lahko je to tudi zelo dobra stvar. Ja, jaz bi tako že, pač če lahko iz sebe izhajam, včasih sem res tako
ful komunikativna, pa ful se včasih počutim kauna, veš, v njih zastavicami, ki letalo tako smeri, ali pa je pa ne, da bi bila kaj nadzorni, ampak tako pač ful mi pa še govoriti, povedati, kaj mi sede, kaj naj naredi, tako ne vem, pač kakorkoli, pohvaliti. Včasih so pa bolj v ospredju dotiki, božanje, a ne pač čist odvisen. Že pri posameznem človeku ali pa paru je lahko enkrat tako, enkrat pa tako, kaj šele pač pri ljudeh nasplošno, ne, pač vse je normalno. Meni se zdi, da je edini problem nastane takrat, kadar en je bolj komunikativen, pa ga to ful vzburja, ta drugega pa to ful mot, ali pa kontra, da pač si nekdo želi več slišati, pa ta drug ne. A ne, mislim, da tle edin rate ta pač clash, če ima je različno všeč. Takrat pa pač se je treba malo usesti pa pogovoriti ali pa pač res neko skupno pot. To sem zdaj tako povedala. Ja, drugače si v redu povedala, ampak tako nasplošno je pa pač res tisto, kar pač njim najbolj odgovarja in res pač ni preveč in ni premalo. Ja, pač tle ni neke stvari, da bi rekli, da je tako komunikacija med seksom je normalno, pač le ni normalno ali pa nenormalno, je sam odvisen, kako vama paše. Točno tako. Pač če obema paše ful govoriti, to ni nenormalno, je pač sam nekaj, kar vama sede. Ja. Naslednje vprašanje. Par. Skupaj že 20 let igračk sva že nekaj probala, pa se mi vsem zdi v posteli monotono. Kaj priporočate za popestritev? Kje se lotiti recimo BDSM-ja? Ok, če ste že probala nekaj igračk, vedno ostane še več igračk za probati, ker je pač tehnologija toliko napredovala, da ni konca temu, ampak zdaj, če damo igračke na stran, pa se malo bolj fokusiramo na BDSM, kako bi se lotila? Jaz predvidevam, da sta vidva precej odprta, pač glede na to, da sta probala igračke, da nimata nekih težav. Jaz bi prvo vama priporočala pač itak kaj light začeti, razne žgečkala, šeškala, prevezice za oči in tako, prej pa tudi si postaviti meje. Pač imeti en odprt pogovor o tem in si postaviti meje, kaj vama je kul. Mogoče si tudi zaupati fantazije, ker ni nujno, zdaj, da sta sami igračke probala, imata še ful opcij z raznimi, ne samo seksi perilo, ampak tudi uniforme, imata potem menjavo prostora, menjavo položaja, čeprav to je tako predvidevam, da ste že, ne? Ja. BDSM, če se pa specifično vrnemo na BDSM, bi pa pač začela res s takimi uizi. Imamo tudi neke te začetne BDSM kompletke, ki imaš noter kakšne te šeškala, lisice sem pozabila omeniti, ne vem kako. Tako bolj te, jaz bi res pogledala tle osnovne kompletke, ko bosta to imela, malo poklepetata, prvo tako pogledata, da ni tako, da se lotita že seksa, pa pol med seksom prvič odpreta tisto škatlo. Ne, pač prej je treba doreči te meje, kaj vama sede, koliko močno in tako. Ja, pač, v bistvu to si vse povedala. Ja, jaz bi res le pač en ta začetniški komplet, pa malo v bistvu sproti raziskujeta. Ampak ja, meni se zdi, da če začneš z nekimi takimi stvarmi, da ful ni problem, kad le se vidi, da sta ona dva odprta, ne pa je problem, če si en želi, pa drug ne, pač kako sploh začeti ta pogovor, kaj je ful nek sram, ampak tle se mi zdi, da vidva res ne bosta imela problema, glede na to, da deluje, da sta predvsej odprta. No. Super. Ja. Ali sem slaba punca, če ne želim seksati? Ok, zdaj odvisno, kaj misla, ona misli tako, da si ne želi seksati, ne vem, pač občasno, ker recimo partner hoče, pa pač ona reče, pa zdaj pa ne bi, ne? Ali je to mišljeno zdaj, da si skozi ne želi. Pač sicer jaz predvidevam, da je prva možnost, ali pa to mislim, lahko je tudi to, dobro, da si rekla. Zdaj, jaz bi rekla ne, pač ni slaba punca, definitivno ne. Sploh, če je recimo ta prva možnost, da si pač občasno takrat, ko si partner želi, ona ne želi. Pač nimata oba dva iste želje, nimata oba dva skozi pač želje po temu in je to čisto popolnoma normalno. Zdaj, za zadnjo možnost, ki si rekla, če je še nedolžna, pa itak, da sploh ne, no, pač sej to je pač takrat, ko je ona pripravljena. Res se ni treba siliti zaradi partnerja v to. Definitivno takrat, ko boš ti pripravljena za to
če je ta primer. Ja. Ne, mislim, meni je tle tako, da imamo predpostavko, da pač je to nek par in da sta že seksala. Pač ne, ti nisi slaba punca ali pa slab človek, če ne želiš seksati, zato ker to so itak ene stvari, ko pač ti se odločaš v svojem telesu, a ne. Ne rabiš seksati z nekom zato, da nekoga zadovoljiš, ti pa pri tem trpiš sam. Če pa vidiš, da se gre za neko, da je to pač nek problem v zvezi, da imaš ti, ne vem, neke težave v smislu nizak libido, pač zaradi stresa, česarkoli, nisi slaba punca, če ne želiš seksati, ampak se mi zdi pa vsem prav, da probaš odstraniti dejavnike, ki pripeljejo do tega, da nočeš seksati. Ne? Zato, ker pač ful nočem, da bi se slišali slabo ali pa kakorkoli grdo to, ampak vsi vemo, da imamo v razmerju pač potrebe. A ne? In če ti zdaj pač nočem seksati, ti pač to moraš sprejeti, ne vem, ful sem pod stresom, nizak libido imam, jaz ne bom nič naredila glede tega, da bi bilo v zvezi boljš. To se mi zdi grdo. Tako da pač delati na tem, da pač se nekako neka težava reši, da pač pokažeš, da ti ni vseeno, ne, nisi slaba oseba zaradi tega. Če pa si še nedolžna, pa če še ne želiš seksati, če nisi pripravljena na to, to pa sploh ne. Tle pa pač narediš to takrat, kadar čutiš, ne zato, da nekoga drugega zadovoljiš ali pa da si, ne vem, kakorkoli na ta način, to pa itak da ne. Glede te zadnje možnosti se itak čisto popolnoma strinjam za uno, prej sem pa tudi zaradi tega rekla, da pač sta dve možnosti. Lahko je to, da sta v zvezi, pa da pač ona občasno ne želi seksati, ali pa pač, da skus ne želi, ker v primeru pa, da skus ne želi, je pa pač treba ugotoviti, kaj je vzrok tega in pač tudi kaj narediti glede tega, zato ker pač je razumljivo, da partner ima potrebe. Tako. Tako da ja. Okay. Imaš še zadnje vprašanje, ko boš prebrala ti? Ja, ok. A je velikost res pomembna ali si to samo nabijamo v glavo zaradi pornografije? Pornografija ima itak tak simpatičen vpliv na vse. Ne, mislim, tako, naj ne bi bila pomembna, ampak enim je verjetno, zato ker pač različni ljudje imajo različne občutke glede spolnih stvari, ampak načeloma ni zdaj verjetno govoriti, ko, ne vem, jaz imam povprečen penis v stoječem stanju 14 cm, nimam pa, ne vem, 20-23 cm, ne, pač to ni. Če imaš ti pač neko povprečno velikost, ni, jaz bi rekla, da ni pomemben. Čeprav da žensk prav, da jim je širina bolj pomembna. To smo imeli že v zadnji epizodi, sem se zdaj spomnila, ko smo govorili o tem, kakšna je idealna velikost. Lahko si greste pogledati prejšnjo epizodo. Ja, pač, ja, mislim, da so imele. Ampak ja, drugače tako, to vpliv pornografije je definitivno precej tako, kar slabo vpliva na samozavest, pač glede te velikosti, ampak ne, ni zdaj, jaz ne bi rekla, da je tle ful pomembna velikost, pač verjetno imaš ljudi, ki preferirajo, ne vem, enim bolj pašejo veliki, enim bolj pašejo široki, ampak tako, da bi se pa prav človek zaradi te pornografije pa to primerjal, pa ne. Jaz sem se to, kar je v pornografiji tako večinoma ni tako zelo realno, ne, tudi. Pač itak, da ni in pač to, kar vidijo tam pač v resnici realnosti. Kakšno pornografijo gledaš, a ne, se lahko gledaš tudi pač ne tako, ko jih zberejo na podlagi njihovih penisov, a ne. Tako da, ne, pač ni toliko pomemben. Ni toliko, jaz mislim, da ni toliko pomemben. Jaz tudi mislim, da ne, tako da, to je to. Najlepša hvala vsem, ki ste nama poslali vprašanja in pa seveda ne pozabite, da nama lahko vedno pošljete svoje anonimna vprašanja na link v opisu, na socialna mreža ali pa na mail. In jih bova seveda vključili v naslednje epizode. Če vam je bil ta video všeč, mu seveda ne pozabite dati en like in pa naročite se na kanal, da ne zamudite naslednje epizode.